Območna obrtna podjetniška zbornica Ljutomer deluje že okoli 50 let. Obrtniki in podjetniki so v vseh teh letih tvorili pomemben člen v gospodarskem razvoju vseh 4 občin. V sklopu prireditve Obrtnik leta je potekala tudi okrogla miza. Predstavili smo to davčno prestrukturiranje ali mini davčno reformo, na kateri na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ostro nasprotujemo, zato ker želimo še enkrat poudariti, da tisti, kateri imajo 2500 evrov bruto dohodka in bi bili razbremenjeni dohodnine, v obrti in podjetništvu skoraj ni. Moram reči, da je žal temu tako. Tudi davki in prispevki so previsoki, da se te izplačila ljudem ne moremo izplačati. Na drugi strani pa dobimo 2% več davka na dobiček, ki 17-19, se pravi, malo obrtništvo in podjetništvo ne pridobi nič, ampak samo izgubi. Zato nasprotujemo in še vedno bomo nasprotovali tej mini davčni reformi ali, kakor pravi Ministrstvo za finance, prestrukturiranje. Po druge smo se pogovarjali tudi, kar je zelo aktualno, v vajeniškem sistemu ali dualnem sistemu. Vi veste, da je Evropska unija namenila Republiki Sloveniji zopet za oživitev vajeniškega sistema nekaj manj kot 30 milijonov. In seveda ta zakon je sedaj v javni obravnavi. Mi podpiramo vajeništvo in seveda smo za to, da se vajeništvo postavi Republiki Sloveniji, ker je premalo ljudi, kateri imajo poklicno izobrazbo in bi ta moment se lahko zaposlili. Seveda pa nasprotujemo mnogim členom tega zakona in to ostro, predvsem v tistem delu, da bi bila nagrada vezana na minimalno plačo, s tem bi bile te nagrade mnogo večje, kot so v sosednji Avstriji ali Nemčiji. Seveda nasprotujemo tudi temu, da bi vajencam plačevali tudi prispevke in davke. Mi mislimo, da je to treba, da uredi država in da plača, da imajo vajenci status dijaka, status učenca. Po drugi strani nasprotujemo tudi temu, da bi imeli status vajenca odrasle ljudi, ker mislimo, da odrasli ljudje se morajo prekvalificirati ali treba imeti šole za izobraževanje odraslih. Nekakor niso to vajenci in seveda nasprotujemo tudi temu, da zakon posega na druga področja, predvsem na področja delovnopravne zakonodaje, na področje zdravstva, kateri vsebuje vse oblike zaposljivosti. In če vse oblike zaposljivosti ta zakon nekako predvideva, potem imajo ti status zaposlenega. Če ima status zaposlenega, potem spada pod neko drugo zakonodajo, zato mi temu nasprotujemo. Mi želimo, da je zakon resnično narejen za vajeništvo in da v tem vajeništvu so dijaki tisti, kateri lahko samo upravljajo vajeništvo. Nikakor pa ne odrasle osebe. Že 6. leto zapored je Območna obrtna podjetniška zbornica Ljutomer podelila najvišje priznanje Obrtnik leta, ki so ga na podlagi razpisa smeli predlagati vsi člani Območne obrtno podjetniške zbornice Ljutomer. Priznanje se podeli obrtniku, članu zbornice, za izjemne dosežke na področju samostojnega dela, osebnega dela in vključevanja v delo organizacije. Naziv Obrtnika leta zaslužiti ni enostavno. Ta človek, kateri letos dobiva, je začel zelo mlad. Se pravi, je mladi podjetnik, inovativen, deloven, priden, zaposluje kar nekaj ljudi, mislim, da celo 10. In s tem dokazuje, da deluje na našem trgu in tujem trgu z zelo močno kvaliteto in odličnostjo. Če se mogoče dotakneva obrtništva tukaj na vaši območni obrtni zbornici, kakšna je situacija, koliko je članov, je vedno več članov, vse mladi odločajo za obrtniški oziroma za podjetništvo? Zdaj se oziroma to, da so stanje v državi takšno, kakršno je negotovost odpiranja neke dejavnosti prisotna. Tudi pri nas se to pozna. Trend odpiranja novih obrti ali podjetništva, mislim, da ni glih v porastu, se pa hvala Bogu držijo te firme, ki obstajajo. Pa menite, da v prihodnosti čaka obrtništvo oziroma podjetništvo svetla prihodnost? Definitivno.
Vidi se, da je gospodarska rast, tudi pri nas se bo to slejko prepoznalo. Ta laskavi naziv oziroma priznanje si je s svojim delom letos prislužil Matjaž Osterc iz podjetja Osterc d.o.o. Ja, delamo že 20 let, trudimo se za stranke, da delamo kvalitetno. Imamo 10 zaposlenih, delamo pa predvsem kovinske konstrukcije pa mobilne prireditve na odre. To je glavna dejavnost. Pa se vaše podjetje predvsem ukvarja tukaj pri Leki ali na širše v Pomurju, oziroma kje delate? Polovico imamo izvoza po Evropi, druga polovica pa je dejansko tam nekaj do Ljubljane. No. Kaj vam pa ta nagrada oziroma ta poklon v bistvu pomeni? Ja, to pomeni, da smo na dobri poti in je tudi nek nov zagon, da bomo še naprej delali tako ali pa boljše. Da je naziv obrtnik leta velika vzpodbuda za naprej, se strinja tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh. Jaz pravim, da naziv obrtnika leta seveda je velika spodbuda za samega tistega dobitnika, kateri bo dobil to nagrado, čeprav bi želel, in tudi verjamem, da si vsi obrtniki zaslužijo nagrado. Ampak vedno je tako je v športu, tako je tudi v obrtništvu, podjetništvu, da nekdo je prvi. In zato, če je prvi, mora zadostovati vsem tistim kriterijem in se pravi, te kriteriji so dosti ostri in zato nič druga, samo čestitke dobitniku temu današnjemu. Mogoče samo še za konec, kateri so pa tisti problemi oziroma težave, s katerimi se obrtniki mogoče tukaj v severovzhodni Sloveniji najbolj soočajo? To mislim, da te težave obrtnikov in podjetnikov so povsod enake. Treba je urediti delovnopravno zakonodajo, na tem področju je mnogo neurejenega, potem je treba urediti davčno zakonodajo in seveda zdravstveno zakonodajo. Zato pač ne pristajamo na to, na neke kozmetične popravke, želimo, da se pristopi k celoviti tem reformam in seveda, ko bodo te reforme izpeljane, potem verjemite mi, bo podjetništvo in obrtništvo v Sloveniji šlo bolje. Vendar pa kljub vsemu obrtniki verjamejo v svetlo prihodnost.